na prekrške, varna zaščita državljanov, so prekrški zaščita državljanov ali so čisto financiranje pogoltne države. Ok, naš razmislek v tej točki se dotika več ključnih pravnih in etičnih vprašanj o vlogi države, njenem upravljanju prekrškov in o tem, kako ti postopki vplivajo duševno, duhovno, fizično, finančno in sploh družinsko na nas, kot nosilca pravic, ki so zagotovljene z ustavo, ker smo davkoplačevalci z davčno številko, spet jo bom pokazal, da vam pride v zavest. Čeprav je zakon o prekrških del pozitivnega, veste, kaj je pozitivno pravo? Nobene zveze z naravnimi prekrški, z naravnimi nesreč, nič. To je pozitivno pravo, izmišljena pravila, da družba funkcionira. Prekrški so del pozitivnega pravnega reda in implementacija tega pravnega reda sproža pa velike dvome glede spoštovanja temeljnih načel pravne države, ker če je neko pravilo izmišljeno in izmišljeno tako, da krši osnovno pravico, recimo preiskave, omejevanja gibanja, nepremišljenih zahtev, so to kršitev ustavnih načel, vprašanje kršitve načela sorazmernosti, varstva osebnih podatkov in pa na koncu pravica do poštenega sojenja. Vprašam vas, ko ste dobili od policaja globo, ko ste se pritožili, kdaj so vas poklicali na policijo ali na sodišče na razgovor, da ste kot stranka v postopku po ZUP-u, kjer so dolžni vas zaslišati, dali izjavo ali pa povedali. V zvezi s prekrški govorim. Razen takrat, ko so prišlo do kakšnih fizičnih poškodb, ko pride res že prekršek kot kršitev zakona, ko pride na sodišče, ampak za te drobne stvari, ki stanejo 250, 300 evrov, včasih 500, 600 evrov, pa še kazenske točke vam nabijajo kot malemu otroku za prepoved vožnje, ali pa vam avtek vzamejo, pa vam odpeljejo, pa ne morete v službo. A veste, koliko problemov delajo, ne? To je strahota. In zdaj se vprašajmo znotraj tega, da boste razumeli. Glejte, jaz vam bom zdaj povedal dva pojma, ki si jih dobro zapomnite. Dva pojma. Prvo je kršitev, druga je prekršek. Prvo je kršitev, druga je prekršek. Mnogo težji prestopek je kršitev kot prekršek. Eden izmed ključnih vidikov argumenta je razlika med kršitvijo zakona in prekrškom. Kršitev zakona pomeni dejanje, ki neposredno nasprotuje določbam zakona in povzroča pravne posledice. Ker je tak družben dogovor, ker je to zakon, ker je to zelo strogo. Ne? Vključuje jasno določen čas, kraj, dejanje, škodo, prizadeto osebo in še mnogo drugih stvari, razne dokaze. Zakonodaja jasno določa pogoje kršitve zakona, pred katerimi se določeno dejanje obravnava kot kršitev zakona in sledi jasno kaj? Kazenski pregon strani državnega tožilstva ali pa drugega ustreznega organa, kjer državno tožilstvo toži, usmerja policijo in tako naprej. Kaj pa prekršek? Prekršek pa je kot pravilo. In v mnogih primerih sploh ne gre za resno obliko kršitve. O polnoči greš čez cesto, ko ni nobenega avtomobila, nikjer nič, greš, ker je vse prazno, edin si na cesti, za vogalom stoji policaj, ti greš pa čez prehod za pešce pri rdeči luči in ti nabije 300 evrov kazni. Zdaj mi povejte smisel takega pravila. To je samo en primer, da dobite sliko, o čem govorim. Ne? Veste, pravila določa poseben zakon, ki je zelo sporen. To je zakon, ki je izmišljen in to je zakon o prekrških. Prekršek ni kršitev zakona. Kazni so pa mnogo večje, mnogo pogostejše in mnogo bolj boleče kot kršitev zakona, ker prideš na sodišče, leto, dve te valajo tam in potem ti dajo en mesec pogojnega. Kakega pogojnega? Pa si zakon kršil, pa dobiš pogojno, še plačati ni treba nič. Nobene globe nič, pogojno. 2 meseca ali pa leto pogojno. Če ponoviš to še enkrat, pa te bomo štrafali.
pa si kršil zakon. Se pravi, kršitev zakona so na minimum spustili, izmišljena pravila, prekrške so dali pa blazne kazni. Za pravno osebo prekršek 10.000 evrov, če ne prijavi računa. Za fizično osebo ne vem koliko. Jaz ne vem vseh teh kazni na pamet, ampak so enormne. Kje je tukaj državna logika? Ko kršiš zakon, se ne zgodi nič, ali pa greš v zapor, pa se tam spočiješ in te lepo futrajo, davkoplačevalci pa še plačujemo za onga, če plačaš pa prekršek, moraš pa sam zaslužiti, rubijo ti, doma si, ne moreš poskrbeti ne za otroke, ne za družino, ne za sebe. In to je ta svinjarija. Ja, cestno-prometni predpisi, katerih narava sploh ni kazenska, zapomnite si, a veste, kako se reče kršitev predpisa, cestno-prometnih predpisov, to je administrativna napaka, to sploh ni kršitev zakona. Če pa je že zakon o cestno-prometnih predpisih, ti predpisi ne obravnavajo obnašanje teh ljudi, ki smo na cesti, niti ne smejo gibanje omejevati, niti te nihče ne sme ustaviti, niti te ne sme nihče za osebno izkaznico reči, ker nima sodnega naloga za preiskavo, niti za pregon, niti za iskanje, niti za zalezovanje po 134a členu, zalezovanje z namenom prisilnega kontakta in oškodovanja osebnega proračuna v korist države. Tu smo pa že pri 211. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije, kjer pokvarjena združba sodeluje. Vedno sta dva policaja, za temi dvemi policaji stoji celotna policijska postaja, pa vsi inšpektor 1, 2 pa 3, vključno z načelnikom, vsi povezani in pokvarjeni do obisti, ker delajo norme finančne. Seveda so potem tukaj tudi prekrškovno sodišče, vse povezan, mafija. Ne? In kaj boš naredil sam, kot takrat jim pokažeš davčno, rečeš, oprostite, jaz nisem fizična oseba, jaz sem državljan Republike Slovenije, moj EMŠO vas ne zanima, zdaj se bomo pogovarjali pa kot država z državo. Kaj ste naredili, kje ste prekršili, pogledate v ustavo in vidite vaše pravice in takrat jih zmeljete v prah. Treba je upoštevati ime, priimek uradne osebe, človeka, ki upravlja svojo službo s pooblastili, z državnimi pooblastili, neodgovorno, s kršitvami in on mora prvi narediti, seveda, po vseh teh pravilih, ki so v ustavi, on mora prvi narediti kaznivo dejanje, zato da potem, ko ti njega ne poslušaš, da si potem ti kriv, ker ga ne ubogaš. On te je pa že ustavo, pa že prvi naredil stek kaznivih dejanj. V tem kontekstu, ljudje moji, postane sporna praksa države kot posameznika, na posameznika avtomatično obravnava kot storilca brez dokaza, brez kaznivega dejanja ali brez temeljnega zaslišanja. Ker določijo te, ti skršil, da je osebno in ti napiše račun. A ni to fine business? Vidite, ta administrativni postopek temelji na predpostavki, da je posameznik odgovoren za prekršek že zgolj na podlagi policijske ugotovitve. Policist je sumil, on je ugotovil, oni so tehtno, to strokovno, da je to prekršek. A veste, hvala za tak avtomatiziran sistem, recimo radarji, ne? Brez nujnosti sodne presoje ti pošljejo globo. S tem se, veste kaj, najmočneje omejujejo možnosti posameznika za obrambo in to pa je v nasprotju z načeli poštenega sojenja in varstva človekovih pravic iz 22. člena Ustave Republike Slovenije in enakost pred zakonom iz 29. člena. In tukaj nastane spet problem osebnih podatkov, identifikacije in prenosa osebnih podatkov iz od do, brez vaše vednosti, kar 38. člen strogo prepoveduje, brez vaše vednosti ne smejo podatkov za drug namen posredovati. Primer vam bom povedal. Če se zgodi, seveda se zgodi, da vas policist ustavi. Jasno, da boste ustavili, ker še ne vas bojo jurili pa zaprli, da niste ustavili, ne? Če glih vas ne sme, ampak on tega še ne ve. Če bomo ljudje mi to znali uporabiti,
pa se to uporablja, da državljani to slišijo in pridejo v zavest, bo zadeva čez druga. Če bomo pa zaradi malomarne mase določeni posamezniki preganjani, let it be. Nekdo mora povedati, da delajo narobe. Če pride do situacije, v kateri date vi, recimo policistu, osebni dokument, kaj on reče? Imate dokument s fotografijo? Ja, in mu ga pokažete. In zdaj, če mu ga izročite, je to vaša stvar, vaša napaka. Če mu ga pokažete in mu ne izročite, kaj se zgodi? On ne more prepisati osebnih podatkov. In on po navadi vzame, ne da bi pregledal pa preveril, če si to ti, ampak vzame z namenom, da ti vkrade tvoje osebne podatke, katerih lastnik si ti, ste vi, vi ste lastnik. In če mu vi rečete, da ne sme tega prepisati, ne sme prepisati. Če ne prepiše podatkov, vam ne more globe poslati. In potem se bo z vami prerekal. Pa vi veste, kakšne finte imajo ti ljudje. Ker že ko te vpraša, ali veste, zakaj sem vas ustavil? Pa kam imaš ti mene zaustavljati? Kdo si ti, da boš ti meni govoril, kam jaz delal? Pa kdo ste vi, ljudje božji? Še svoje riti si ne znajo obrisati, oprostite, če ne dobijo tiste plače za to delo, ki nas mučijo po cesti, pa ovirajo pri našem vsakdanjih opravilih. A zdaj bo pa še on rekel, če ve, zakaj, jaz bom njemu razlagal, zakaj od mene ustavil. Mislim, jaz mu moram še razlagati, toliko je blesel, da mu moram še povedati, zakaj je on mene ustavil. Tako daleč smo prišli. Ne? In osebne podatke jemlje, brez vednosti, v določen namen in mimo zakona. Glejte, postopki, kot so tisti, ki vključujejo policijo, davčne urade, AJPES, banke, kažejo v tem primeru, kar je to vse vključeno, na izredno obsežno izmenjavo osebnih podatkov, brez eksplicitne privolitve posameznika v postopku. Jaz nisem policiji dovolil, da to pošilja na davčno. Nisem mu dovolil milijon stvari, da policist, ki je dobil moj podatek, da ga izroči svojemu, ne vem, pooblaščencu, ki mu bo potem pravno ga zastopal. Jaz sem enkrat enemu inšpektorju 2 pisal, sem rekel, čakajte malo, mene je policist ustavil s tem in tem imen priimko, vi se pišete pa tako. Na kakšni podlagi pa, gospod, vi meni pišete? Če mene ta policist, se jaz z njim dopisujem, ne z vami. Pa spet bla, 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 pooblastila, pa sem rekel, reci vtakni pooblastila, če pa jih že imaš, potem pa mi pokaži pooblastilo od policista, ki je mene ustavil, da je tebe pooblastil, da ga ti zastopaš, ampak tega pooblastila nima. Zato, ker je ta inšpektor višji od tega in ne more nižji višjega pooblaščati. Tako da je sistem čist zmešan. Jaz govorim po zdravi, pametni logiki, kako mora biti, vmes morajo biti papirji, pooblastila, podpisi. Videla, rekla, kazala, se pa v Sloveniji tako dela. Vse po domače, po dogovoru, po prijateljskih linijah. Ali pa po telefonu rečejo, veš ti, on ima registrsko številko, da ga malo ustav, pa malo globe nabi, ker je mene zabava. In tebe ustavi policist ali pa pride inšpektor, zato ker se tam en X zmotil, pa ima prijatelja in te potem tebe uničujejo življenje. Tako da osebni podatki, dragi moji, treba je najprej tistega, ki vas napade. Recimo vam piše odvetnik od ene stranke. Najprej od tega odvetnika zahtevate, ali ima ta tvoj nasprotnik na drugi strani moje dovoljenje, da temu odvetniku svojemu, ki ga pooblašča, moje podatke pošlje. Nima, tle se vse že ustavi. Ampak ljudje ne razmišljamo. Glejte, kaznovanje, ki ga posameznik ni odobril na cesti, ni pristal v to. In se to razširijo njegovi podatki na različne inštitucije, brez vednosti, postane človek zelo nemočen. Ta razširjenost brez zadostnega pravnega varstva in brez ustrezne pravne podlage predstavlja kršitev, strogo kršitev 38. člena. Jaz lahko rečem člen, pa 38, pa vi ne veste, o čem govorim. Najpomembnejša stvar, 38. člen, tukaj bazira vse naše trpljenje. 38. člen pravi, še enkrat, sem že velikokrat prebral, naj vam pride v kri. Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov,
Pazite, jaz imam davčno številko, jaz sem državljan in imam pravico ustavo brati in zahtevati njeno izvršitev. Okay? Osebna, pasoš, to nič. Prepovedana, zdaj pa ta stavek, prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Vi ste se prijavili za neko stvar, recimo pri Vzajemni, govorim namen zbiranja, potujete in ste dali podatke za zavarovanje. In Vzajemna ima vaše podatke. Ampak samo za to zavarovanje v tujino, ker ste dali samo za ta namen. Kaj pa oni delajo? Oni pa vaše podatke pošiljajo Statističnemu uradu Slovenije, da ste se vi zavarovali za tako vsoto. Statistični urad ima zdaj podatek, ker ga ima vseh nas vse, ker vsi pošiljajo tja. Ampak vi za tega niste dali dovoljenja. Ali pa otroka pišete v šolo, pa šola pošle zdravstvenemu uradu, pa pošle policijski upravi, pa pošle socialni, s kakšno pravico? Če piše, da če daš podatek, se uporablja samo za namen, za tisti namen, ki je dan. In če jaz dam policistu, če že dam policistu podatek, ga dam samo njemu. Zakaj? Da mi bo pisal, da mi bo kaj, da me bo poklical, ali da bova šla na kavo, zakaj mu dam podatek? Ne, da ga širi okrog. Da mi napiše v belo knjigo, da sem v redu, da sem na cesti in da nisem naredil prekrška. A ste kdaj pihali, pa je bila 0,0? A ste dobili potrdilo, da ste vzoren državljan in voznik na cesti? Ne, takih ne marajo, ker nimajo nobenega profita. Niste dobili, zagotovo ne. Jaz sem enkrat zahteval, pa so se mi režali, sem rekel, ne boste se dolgo smejali, bo prišel tudi moj čas. 38. člen ustave, podatke samo za namen, ki jih dam. Če jih dam banki, jih dam samo za namen odprtja računa. Ne dam tudi za zavezo splošnih pogojev. Ne. Ne dam tudi za druge stvari, za komercialne SMS-e. Ne dam zato, da jih pošle banka iPesu, ker to ni moja stvar. To nisem jaz pogodbe z iPesom delal. Samo za odprtje računa in če pošljajo podatke drugam, je kršitev ustavnega člena ZVOP2, Zakon o varstvu podatkov 2 in pa GDPR, General Data Protection. En kup stvari. Če ne pa zahtevam izpis, izbris in pozabo podatkov. Brez podatkov pa ne morajo nič. Čuvajte svoje podatke. Davčna številka pa na drugi strani, kjer so vsi naši podatki tam, kot dokaz državljanstva in vloga EMŠO v nasprotnem primeru, lejte, pogosta uporaba EMŠO in nedavčne številke za prekrške nakazuje, da se prekrški ne obravnavajo kot vprašanje davčnih obveznosti, temveč kot del kaznovalne politike. Še enkrat bom to povedal. Ja? Prekrški se ne obravnavajo kot vprašanje davčnih obveznosti, če daš EMŠO, osebne podatke, temveč kot del kaznovalne politike. Davčna številka je tesno povezana z davčnimi obveznosti posameznika kot državljana, medtem ko je EMŠO kot osebni identifikacijski element osredotočen zgolj in samo za nadzor posameznika. Kje si bil, kaj si počel, kam si potoval, kje sta čisti nadzor. Ja? In to kaže na širši problem države, ki se bolj zanima za spremljanje in nadzor nad posamezniki, kot za zagotavljanje zaščite naših pravic, pravičnosti in poštene družbe. Kršitev pravice do zaslišanja v nekem prekrškovnem postopku, to je pa kršitev poštenega sojenja. Ustava Republike Slovenije, smo rekli, jasno določa to pravico in si jo moramo izboriti. In da se ne pustimo klicati, da smo storilci. Storilec je storil, te že kar prebije, kršil je člen, storilec je to pa to. To je jasen odmik od ustavno zagotovljenih procesnih pravic in kaže na potrebo po reformi sistema, kompletne obravnave prekrškov. Ker tega ne morejo več narediti, ali pa nočejo ali ne želijo, grejo v digitalno tehnologijo, ko te pa enkrat stroj zagrabi, je pa konc, ni pa več čustev, ni razumevanja, je samo A ali B. Jaz sem 29 let na lokaciji, s katero vam danes govorim. 29 let. Ko sem prišel v to ulico, je bila povsem odprta prevozna.
Nekega lepega jasnega dne se je postavil tam možakar z brado in z neko torbico in me ustavi, se mi rekel, kaj pa je, gospod, ja, parkirnina. Sem rekel, kakšna parkirnina? Se je Janković postavil tam svojega stražarja, ki je ulico računal vhod do mojega biznisa. In jaz gledam gospoda, pa sem vzel zemljevid. Pa pravi, ja, boste plačali? Ne. Sem rekel, čakajte, gospod, sam nekaj vam bom pokazal. Takrat še, veste, ni bilo GPS, pa ni bilo telefonov, ampak smo imeli mapo, ne? Zemljevid. Jaz sem odprl zemljevid, sem rekel tako, gospod, gledajte, zdaj mi dva sva tukaj pri vhodu te ceste Zmajski most. Okay? In tukaj je cesta, javna cesta. Ja, in sem rekel, zdaj pa vi meni od A pa do konca do B pokažite, kje je moder znak P. Pa gleda, pravi, ga ni. Sem rekel, pa vi veste, da se vi tu nezakonito, gospod. Jaz imam karto novo, ne piše P. Jaz bom vas kazensko ovadil za omejitev gibanja. Pobiranje neke takse, ki sploh je ni označena, niti javno, niti nič. Zato, ker so se v občinski upravi zmenili, da bodo zdaj si oni to vse lastninali in bodo vsak korak občanom zaračunavali. In mi na to pristajamo. Okay. Pol je bilo to 10 let, pa sva se z Brkotom zelo dobro znašla, jaz nisem nikoli plačal, včasih sem mu eno flašo za nov let prinesel, on je pa k meni prišel vizitke delati. Pa sva bila zmenjena. Ko so pa rampo postavili, ko pa je gospod šel, pa so naredili rampo, pa steber, a veste, jaz pa stebra ne morem se zmeniti, zdaj bom pa sam to odpeljem sekundo, ker moram, ni problem, ne bom nikogar zadrževal, sam to, ni več šans. In v to dobo gremo, kjer sploh ne boš mogel ničesar več se dogovoriti, ker bo vse avtomatizirana družba. To pa pomeni, da smo samo še roboti. Tukaj se pa zdaj jaz vprašam, vprašanje legitimnosti države. Na koncu se dotaknem tega vprašanja kot legitimnost države, ki jo oblikuje ta praksa, ki jo zdaj izvajamo in kar bomo potem tudi v filmu videli, kam to pelje, namesto da bi varovala pravice in delala v tem, dejansko deluje proti temu, s pretirano regulacijo, s pretiranim nadzorom in kaznovalno politiko. In kadar država na več področjih posega v vse te pravice, kot so pravica do zasebnosti, kot smo rekli, poštenega sojenja in varstva osebnih podatkov, ter obenem gradi svoj prihodkovni sistem na bazi prekrškov, ki mimogrede sploh ni kršitev zakona, ne, in drugih kazni in drugih stvari, izgublja država dobesedno legitimnost. In potem se pojavijo ljudje, kot sem jaz in še marsikdo drugi. In iščemo rešitve. In kje je sploh rešitev? O tem, o čemer jaz nocoj govorim. Sem človek, ki poiščem rešitev, če je le možno, če ne jo iščem. Dokler pač nekaj ne pridem na idejo in najdem, ali pa se mi nekaj ne odpre, kakor danes. V tem tednu, ko sem pisal ne vem koliko ugovorov, bral, čital. A veste, rezultat tega, kar danes govorim, je moje enotedensko delo in sem to pripravil in sem si zapisoval in raziskoval. Rešitev zahteva temeljito reformo kompletnega sistema, uskladitev prekrškovne zakonodaje z ustavnimi načeli, zagotovitev pravice do zaslišanja, omejitev prenosa osebnih podatkov mojih, da jaz policistu dam davčno, pa naj ona davčno pokliče, če hoče podatke dobiti, ampak nima mojega pooblastila. Ne damo več osebne, ker je nisem dolžen niti imeti, ker po ustavi sem dolžen imeti, če hočem biti državljan, davčno. Ja. Če pa imam davčno, je pa moja pravica imeti osebno, ampak ne tako, ki jo da upravna enota, jaz jo lahko sam narišem, pa sliko prepopam gor, pa napišem, jaz sem ta, pa dam svoj podpis, stanujem tam, evo ti policist, zdaj pa se mej lepo. Ker ne piše, kak dokument mora biti. In da se naredi prenova kaznovalne politike v Republiki Sloveniji ali pa v Evropski uniji, se je vse eno, da lastnih državljanov več ne tolčejo in da iščemo rešitve, ki bi preprečevale kršitve v izhodišču. Temu se reče preventiva pred represijo. Okay? To so zdaj stvari, če želite, lahko nadaljujem še globlje, imam še poglobljeno, ne vem, če želite vedeti več, komercialna narava prekrškovnih postopkov,
To je huda stvar. Ali prekrški dejansko služijo pravni zaščiti, izvrševanju zakonitosti, ali gre zgolj za financiranje države. O tem smo povedali. In druge stvari, zaslišanje, 29. člen ustave, vsak obdolženec ima pravico do obrambe, sam ali z odvetnikom. Zadnjič je prišel iz sodišča, da pritožba mora biti, ugovor mora biti napisan s strani osebe, ki ima pravosodni izpit. Potem mora biti plačana upravna taksa, sicer bo sodišče pritožbo, ugovor, karkoli že date, zavrglo in ti postavi pogoje. In jaz sem zdaj, nimam pravosodnega izpita, denarja za odvetnika, ki to ima, nimam znanja, nimam denarja za upravno takso, nimam. Če se ne pritožim, bom dvakrat več plačal, ker je kazen z druge strani in jaz sem čisto škarja. Ja? In to je ta avtomatizacija, ki te ne pusti dihati. Zdaj, ne, brez dejanskega zaslišanja in brez vseh teh pravic bomo mrzli. Mislim, moramo to na nek način zagotoviti. Glejte, EMŠO kot identifikacija je nadzor, ampak davčna številka, da ponovim, je pravica, ki mi pripada po ustavi, ker jo za to plačujem. Prav? To je, kar se tiče z moje strani.